ponedeljek je na soočenju na POP TV lagal, da za to podjetje nikoli ni slišal. Včeraj je pod težo dokazov moral priznati, da je ne samo, da je vezanih, ampak da so bili oni pri njemu na obisku z enim samim namenom, da vplivajo na slovenske volitve. In v resnici verjamem, da bojo vplivali, ampak ne na način, kot so si zamislili. Zato, ker še enkrat verjamem v zdrav razum, verjamem tudi v srce vseh volivk in volivcev, ker vem, da njihovo srce bije za Slovenijo, ne bije za nobeno tujo državo. Na pristojnih institucijah in verjamem v pravno državo, na policiji, tožilstvu, na sodiščih je, da ugotovijo, ali so te navedbe resnične, ali so posnetki resnični in da potem sprožijo ustrezne postopke. Mi bomo sodelovali v tem mandatu in v naslednjem z vsemi pristojnimi institucijami, zato da bomo vse razjasnili. Imam popolnoma čisto vest, nimamo česa skrivati in jaz bom z velikim veseljem sodeloval z organi pregona v tem primeru. Prav je, da organi to sami preučijo. Če se bo to pokazalo, bo ta škandal samo še večji, pa že danes si upam trditi, da gre za največji škandal v zgodovini samostojne Slovenije. In žalostno, imamo res 3 velike škandale. Prvega, o katerem zdaj govorimo, drugega, Depala vas in tretji, Patria. Vedno je vpletena ena in ista oseba. In res bi bil čas, da se v korist demokracije v Sloveniji Janez Janša poslovi iz politike.